Na obisku v Slovenskih Konjicah minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Delegacija Pobratenega Doboja je zaključila dvodnevni obisk v Celju. V Vojniku se bo jutri začel letošnji božični Vojnik. Celjanke v Banovičih do nove visoke zmage v Vaba ligi. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Občino Slovenske Konjice je včeraj obiskal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Na delovnem obisku se je sestal s tamkajšnjim županom Darkom Ratajcem, pridružil pa se jim je tudi zreški župan Boris Podvršnik. Tema so bili zlasti aktualni infrastrukturni projekti, ki jih država že gradi v teh dveh občinah in tisti, ki jih bodo začeli izvajati v bližnji prihodnosti. Z obema županoma smo se usedli in se pogovorili o aktualnih infrastrukturnih projektih v omenjenih občinah. Zlasti, kar se tiče Slovenskih Konjic, zagotovo obvoznico smo omenili, cesto skozi Ziče, pa ostale odprte stvari, ki jih še imamo, preplastitve, rekonstrukcije. Enako pri Zrečah, velja pa izpostaviti seveda dva pereča problema, in sicer kamnolom, Brinja Gora, ter seveda tudi Stranice. To je izziv zdaj na treh straneh in dogovor je, da se skupaj s civilnima iniciativama pri obeh kamnolomih ter tudi z županom občine Oplotnica v začetku naslednjega leta sestanemo na strokovni ravni, pa pogledamo, kakšne so rešitve, da bi na eni strani lahko zagotovili normalno kakovost življenja lokalnega prebivalstva, ter na drugi strani, da bi seveda v skladu z zakonodajo reševali probleme. Sem vesel konstruktivnega sodelovanja z obema občinama, skupaj z našo direkcijo, z direktorico gospod Herga. Na mesečni ravni potekajo diskusije o aktivnostih, ki se vodijo v obeh občinah. Torej, v proračunu imamo dovolj denarja, tudi za naslednje 2 leti, da se bodo infrastrukturni projekti v Konjicah in v Zrečah odvijali tako dobro in kakovostno, kot so se do zdaj. Veliko je bilo narejenega v zadnjih letih, no, tako da s tem tempom je treba nadaljevati, da bo bila mobilnost tudi boljša in da bo tudi zagotovljeni boljši pogoji za samo gospodarstvo. Izražam eno veselje ob tem obisku, torej poudaril bi dobro sodelovanje z direkcijo, ki imamo že dalj časa. Veliko projektov se občine dogaja in se še bo izvajalo. Imamo tudi probleme, ki bomo seveda tudi v nekem dogovoru rešili. Na vse zadnje veliko projektov imamo predvidenih, kot je povedal minister, torej Pločnik Žiče, avtocesta, to je 900 metrov, krožišče Zeče, obnova ceste Konjice Stranice. Torej projektov je veliko in veselim se nadaljnjega dobrega sodelovanja. Dvodnevni obisk v Celju je sklenila delegacija Pobratenega mesta Doboj, s katerim Celje goji partnerske vezi že od leta 1965. Drugi dan obiska je celjski župan Bojan Šrot za goste pripravil sprejem v Narodnem domu, ki se ga je udeležil tudi veleposlanik Bosne in Hercegovine v Sloveniji, njegova ekscelenca dr. Milorad Živković. Ob tej priložnosti sta se župan Doboja Boris Jerenič in veleposlanik vpisala v knjigo častnih gostov Celja. Delegacija iz Pobratenega mesta je otrokom, ki obiskujejo enoto Mehurček vrtca Zarja, predala 100 novoletnih voščilnic, ki so jih zanje izdelali vrstniki iz 5 skupin vrtca iz Doboja. Mestna občina Celje je otroke iz Doboja povabila na zimsko šolo v naravi. Celje bodo obiskali v mesecu februarju in se na Celjski koči učili smučanja. V 2 dneh bivanja v Knežjem mestu so predstavniki Doboja obiskali tropsko hišo, tehnopark, pokrajinski muzej in Stari grad ter se sprehodili po praznično okrašenem mestnem središču. Celje se bo pridružilo vseslovenskim dnevom cepljenja. Ti bodo potekali od 19. do 23. decembra v celjskem cepilnem centru, pa bodo od ponedeljka do četrtka cepili vsakič od 15 do 20. Na razpolago bosta cepivi Pfizer in Moderna, cepljenje pa bo potekalo brez naročanja. V sredo med 17. in 18. uro so poseben termin rezervirali tudi za cepljenje otrok, starih od 5 do 11 let. Cepljenje bo tako kot v preteklosti potekalo v dvorani Zlatorog. Za cepljenje se sicer še vedno mogoče tudi naročiti. Naročene osebe bodo cepili v zdravstvenem domu Celje.
V Vojniku pa bodo tudi letos pripravili božični vojnik. Ta bo sicer zaživel precej v okrnjeni obliki, saj ne bo božične tržnice. Prav tako pa bodo jaslice letos na ogled le okolice cerkve. Uradno otvoritev bo ta petek ob 17. uri pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Božični vojnik je od začetkov v letu 2015 kmalu postal najbolj obiskan dogodek v občini, blagovna znamka, ki daje prepoznaven pečat prazničnemu dogajanju v Vojniku. Po nekaterih ocenah ga je v letu 2019 obiskalo okoli 100 000 obiskovalcev. Lani so morali zaradi epidemije božični vojnik omejiti le na nekaj jaslic, dogodkov sploh ni bilo. Čeprav bo tudi letos dogajanje okrnjeno, pa bodo nekaj dogodkov vendarle uspeli pripraviti. Letos bo božični vojnik odprl svoja vrata 17. decembra in bo trajal do 2. januarja. Okrnjen bo v smislu velikosti razstave jaslic, razstavljali bomo namreč samo zunanje, notranjih letos ne bo. Prav tako ne bo tudi božične tržnice, bodo pa koncerti in pa prireditve v cerkvi svetega Jerneja in v telovadnici v Vojniku. Za otvoritev vas vabimo tako na koncert naše vokalne skupine Inspiritu, pevskega zbora otroškega Hozana in pa štajerskih rogistov. V nadalje tudi na ogled slovenskega okteta in pa koncerta vojniških zborov in solistov, prifarskih muzikantov, godbena pihala Nova cerkev in številnih drugih. Jaslice letos ne bodo postavljene na vrtovih in dvoriščih hiš v vojniških ulicah, ampak okoli cerkve, kjer bodo organizatorji lažje zagotavljali spoštovanje vseh ukrepov. Okoli cerkve bo okrog 70 jaslic, velikih, večjih, manjših, tako da bo kaj videti v tem božičnem vojniku z novimi ustvarjalci, z novimi idejami, nekaj pa seveda tudi s starimi stvarmi, ki pa so večinoma dopolnjene. Prostor je tudi lep, razsvetlitev je takšna, ki temu božičnemu in novoletnemu času pritiče in vabljeni in seveda bo kaj videti in napolniti svojo dušo v teh prazničnih dneh. Tudi za letošnji božični vojnik so se odzvali številni izdelovalci jaslic, a ker zdaj notranje razstave ne bo, vseh izdelanih jaslic letos ne bodo mogli pokazati obiskovalcem. Iz kateregakoli kraja Slovenije, ko slišijo, zdaj smo že, hvala Bogu, tako daleč božični vojnik, so pripravljeni sodelovati, nekateri celo kličejo in želijo biti prisotni na tej razstavi, tako na zunanjih kot na notranjih postavitvah in tega smo veseli, ker nam to malo stvari olajša. Poleg tega pa dobimo čisto nove stvaritve z novimi idejami, z čudovitimi materiali, novimi načini, z vključenimi starejšimi, z otroki, tako da je božični vojnik, če bi bili časi normalni, bistveno lažje postaviti. Organizatorji so tako vložili veliko truda, da bodo tradicijo božičnega vojnika kljub vsemu nadaljevali in obiskovalcem omogočili občutek čarobnosti božičnega časa. Tako kot vsako leto se trudimo z lučkami, z jaslicami, z idejami številnih rok, ki sodelujejo pri tem projektu, pričarati v tem božičnem času eno lepo priložnost, da ljudje pridejo, ustavijo korak, najdejo del svojega miru in pa čarobnost v tem božično-novoletnem času. Vse informacije o dogajanju na božičnem vojniku, pa tudi morebitne spremembe, so na voljo na njihovi spletni strani, objavljene pa so tudi na Facebook in Instagram profilih božičnega vojnika. Košarkarice Cinkarne Celje so v predzadnjem krogu mednarodne VABA lige 106-46 zmagale na gostovanju v Banovičih. Celjanke bodo v torek v svoji dvorani odigrale še zadnjo tekmo skupinskega dela Jadranske lige, ko bodo gostile ekipo beograjskega Partizana. Celjanke so še drugič v letošnji sezoni visoko dobile obračun z ekipo Banovičev, ki v letošnji sezoni z močno pomlajeno zasedbo v VABA ligi ni uspela zmagati niti tekme. Slovenske državne in pokalne prvakinje so že do polčasa rešile vse dvome o zmagovalcu.
Trener Damir Grgić zaradi poškodb ni mogel računati na usluge Isabele Ramone in Leje Bartelme. Med osmerico, ki je stopila na parket, pa sta bili najbolj razpoloženi Leja Debeljak z 28 in Katrina Prdi s 24 točkami. Odigrali zdaj še eno vaba tekmo. Nismo podcenjevali nasprotnika, pa smo odšpilali tekmo tako, kot je bilo treba. Sicer na koncu v zadnji četrtini nismo čisto nič zadeli, ampak bomo probali to popraviti že v soboto, ko igramo proti Iliriji. Pa nas pa čaka še v tem krogu tekma proti Partizanu v torek, tako da na to se pa tudi samo dobro pripraviti. Dobro smo igrali, sem vesela. Upam, da bomo tako nadaljevali. Celjanke bodo v soboto v državnem prvenstvu gostile ekipo Aksona Ilirije. V torek bodo v svoji dvorani v zaostali tekmi Vaba lige gostile še ekipo beograjskega Partizana. Ne glede na izid srečanja proti Beograjčankam, bodo Celjanke Superligo najboljših 8 ekip začele z izkupičkom 5 zmag in 1 poraza, z drugega mesta takoj za vodilno budučnostjo. Na sedežu Košarkarske zveze Slovenije so opravili žreb parov četrtfinala Pokala Špar. Med 8 najboljših moštev v pokalnem tekmovanju so se izmed klubov z Celjskega uvrstili košarkarji Rogaške, Šentjurja in Zlatoroga. Slednji se bo v četrtfinalu pomeril s Cedevito Olimpijo. V reprizi lanskega pokalnega finala se bosta srečala Šentjur in Krka. Največ sreče žrebom so imeli košarkarji Rogaške, ki si bodo za drugo zaporedno uvrstitev na zaključni turnir skušali priigrati na 2 tekmah proti ljubljanski Iliriji. Termini tekem četrtfinala bodo določeni individualno glede na koledar ostalih tekmovanj. Zaključni turnir zmagovalcev četrtfinalnih parov pa je predviden 17. in 18. februarja 2022. Jutri bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, ki se ponekod lahko zadrži večji del dneva. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, na obali do 3, najvišje dnevne od 3 do 10 stopinj Celzija. Soboto in nedeljo bo delno jasno z meglo po nekaterih nižinah, na vzhodu pa bo občasno več oblačnosti. Soboto bo na Primorskem pihala šibka burja, na vzhodu pa severni veter. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, do jutri pa lep pozdrav in srečno.